Predstavljenih je bilo 18 projektov, ki naj bi v naslednjih 3 letih postali realnost. Gre za projekte, ki že več let čakajo na realizacijo, saj ne bodo zgolj vizualno vplivali na videz mesta, ampak tudi izboljšali vsakdanjik vseh njegovih prebivalcev. To so projekti v proračunu predvideni in tukaj to v bistvu je že v realizaciji, dokumentacija vse se že pripravlja, tako da to so projekti, ki se bodo realizirali, časovnico pa imate v, bom rekel, tej predstavitvenim, kaj je to? Brošura prikazano. Med projekti, ki naj bi izboljšali vsakdanjik meščanov, presenetljivo ni obnove Mariborskega otoka. Mariborski otok ni uvrščen v to knjižico zaradi tega, ker gre to za javno-zasebno partnerstvo. Tukaj smo navedli projekte, ki jih realiziramo z lastnim denarjem, nacionalnim denarjem ali evropskim denarjem. Izmed zanimivejših projektov je celovita obnova vojašniškega trga s pripadajočimi objekti, s katero bi Maribor dobil nov prireditveni prostor. Tale zanemarjen minoritski kompleks, ki se je začel potem z obnovo Lutkovnega gledališča, potem z minoritsko cerkvijo, z zunanjim auditorijem, treba nekako zaključiti. Zaključili bi ga potem z obnovo še sodnega stolpa, ureditve kompletnega trga in pa tistih hiš, ki propadajo, tako da je naprimer tale namenjena Vinogradniškemu muzeju. Hkrati se pa dogovarjamo tudi zdaj z gospodom Arsenovičem, ki je pa lastnik Žičkega dvora, ki ga je kupil, da bi tudi v konceptu celega kulturne oziroma neke kulturne prezentacije tega bisera oziroma najstarejšega dela mesta zaključili to celoto. Jaz sem pač dal primerjavo, da bi to bile potem urejeno okolje Mariborskih Križank, ki je pa to v bistvu najstarejše mestno področje. Med 18 pomembnih občinskih projektov spada tudi celovita povezava mestnega kolesarskega omrežja. Mi glavnem želimo vse mestne četrti in krajevne skupnosti na območju mesta povezati v en celovito kolesarsko omrežje, da bo potem tudi kolesarju prehajanje preko ene infrastrukture na drugo jasno znano, da bodo tudi pravila jasno določena in da bo poskrbljeno tudi iz tega vidika za varnost kolesarjev. Občina predvideva tudi ureditev Vinogradniškega muzeja, ki bi se odlično skladal z našo najstarejšo trto na svetu. Ta zgradba je, kot sem rekel, tam na Vojašniški 14, to je zgradba, ki že 30 let propada. V bistvu se hranijo mačke tam. In to zgradbo bi obnovili, ko smo pa iskali namen, zakaj bi jo uporabili, ker je pač v bistvu zgradba je preprosta, majhna, ima klet, pa ima eno nadstropje v bistvu z podstrešjem in smo ugotovili, da bi tam lahko res zaokrožili celoto, ker smo mi vseeno vinorodno območje, Štajerska, imamo najstarejšo trto. Malo ljudi pa ve, kako so tile vinogradi nastajali, kako so se razvijali in tako dalje. In to bi nekako tam poskušali prezentirati skupaj z Pokrajinskim muzejem. Na občini pa niso pozabili niti na prepotreben rolkarski park, ki ga ekstremni športniki že nekaj let nestrpno pričakujejo. Do sedaj so dobili zgolj obljube. Zdaj je v fazi projektiranja. Mi smo dali to javno naročilo, zdaj je izbran projektant, ki sodeluje z rolkarji tudi zraven, imeli smo že par teh sestankov. Izvajalec bo pa znan, seveda, ko moramo dati mi javno naročilo kot občina. Mi smo podvrženi javnemu naročanju in tu se bo javili raznorazni. Seveda pa imajo zdaj v okviru te zveze skatepark, mislim ne skatepark, rolkarjev, ki bo olimpijski šport leta 2020, tudi določene normative in teh seveda se pa mora in tako projektant držati, kot tudi bodoči izvajalec. Tako da zdaj velikih odstopanj od tega ne more biti, ker če ne bo po teh normativih, pač oni mednarodnih tekem ne morejo izvajati, tako da tega pa ne bomo dopustili, da bi ta denar nekam vrgli v prazno, tako da sodelujemo z to rolkarsko zvezo. Sicer pa med pomembne projekte spada tudi urejanje nabrežja Drave, obnova promenade v mestnem parku, obnova Malečniškega mostu, cestno-železniški podvoz na Ljubljanski ulici, celovita obnova Ljudskega vrta, prenova osrednjega bazena v Pristanu, oder na Dravi, podaljšek ceste proletarskih brigad in novi prostori za Mariborsko knjižnico. Občina se bo za investicijske projekte zadolžila v višini 11,9 milijona evrov.